boste? Z zadnjimi predlogi davčnih odpustkov, z slabo pripravljenim nacionalnim načrtom za obnovo in okrevanje, Slovenija na javno-finančnem področju drvi v katastrofo. Vlada za razliko vseh drugih držav daje davčne odpustke, skupaj jih ocenjujemo za približno 550 milijonov in to bo ob siceršnjih problemih nizke gospodarske rasti pomenilo, da se bo javno-finančni dolg povečal in Slovenija se bo zaletela v zid javno-finančnega dolga. Na drugi strani pa vlada ne izkorišča priložnosti, ki jih daje na evropski ravni spremenjena politika, ki sledi seveda drugačnemu razvojnemu preboju in je zato tudi namenila Evropska unija denar posameznim državam in Sloveniji 5,2 milijarde. Zakaj to trdim? Zato, ker iz najnovejših podatkov o predstavljenih programu stabilnosti je jasno, da vlada od razpoložljivih 3,6 milijard povratnih sredstev ne izkorišča 2,5 milijard. Mi vemo, da gospodarstvo potrebuje tako nepovratna kot dolgoročna povratna sredstva. Seveda potrebuje jih za projekte, ki so ustrezni, ki so digitalni, ki zagotavljajo okoljski preboj. Danes je dan zemlje in sam bi pričakoval, da bi vlada seveda pripravila maksimalno velik obseg projektov, tega očitno ne bo. In kaj nam je za narediti? Najprej treba je zavrniti vse predloge davčnih odpustkov, zato ker to gre za ponavljanje neke stare Thatcher, Reagan economics politike, dajanja denarja oziroma drobtinic iz mize za najbogatejše in potrebno se je usmeriti ob nesprejemanju davčnih odpustkov v razvojni preboj. In zato je seveda razprava o nacionalnem načrtu za obnovo in okrevanje, kot smo ga predstavili v opoziciji, kjer smo 1,6 milijard nepovratnih sredstev multiplicirali v 15 milijardni obseg projektov, od tega 10 milijard za okoljski preboj, skoraj 2 milijarde za digitalizacijo in razvojni preboj. To bi seveda morala biti prava politika vlade. Tako delajo druge države, tako delajo Francozi, tako delajo Grki, tako delajo Italijani. Samo slovenska vlada še zmeraj dokument 10 dni pred rokom skriva in verjetno ga bo pač na neki korespondenčni seji ali ne vem kakšni seji sprejela in potem verjamem, da bomo dobili slabo oceno, poslali nam bodo svetovalce in takrat se bo šele začela prava razprava o razvojnem preboju Slovenije. Socialni demokrati smo pripravljeni sodelovati v razvojnem preboju Slovenije, imamo načrte, ki pa seveda so drugačni od vladnih načrtov in predvsem zagotavljajo, da se ne zaletimo v javno-finančni zid visokega dolga. Hvala. Ja, zdaj malo za šalo, malo za res, tisti non-paper obstaja, ne glede na to, kdo ga je napisal in lahko o njem razpravljamo. Zdaj, ključni del dokumentov NNO pa uradno ne vemo, kaj dogaja. Seveda imamo neke informacije, zdaj tudi kakšne druge populistične vlade imajo sorodno težavo, da je bilo predvčerajšnjim bila oddaja ORF-a, če imam pravilno v glavi, tudi pri sosedih je relativno podobna zgodba. Jaz nimam več iluzij, da je ta vlada sposobna misliti neko vizijo bodočega razvoja Slovenije na način Poperjeve odprte družbe. Na terenu lokalnih skupnosti, občin je že zgodba tako, da te eni županje cukajo za rokav, čuj kaj bo, ker navsezadnje tudi oni morajo srednjeročno načrtovati. Drugi žolto-modri se pa že hvalijo, kdo bo kaj se zidal, po domače povedano. Zdaj, kot sva prej debatirala, pa je kolega tudi dobro rekel, če se spomnite, najprej se je hvalilo, Janez izrihtal 5 pa toliko milijard, zdaj se bi kar dobršen delu teh povratnih sredstev odpovedali, kar kolega z njegovimi evropskimi izkušnjami zelo dobro ve, pa verjetno zaradi tega, ker je tam dosti več nadzora, ker se tle ne da malo po domače, kar se prevečkrat v slovenski politiki dogaja. Zdaj, kaj nas čaka? Ja, čakajo nas naporna leta po tej vladi.
proračunske škarje bojo vedno širše, tudi izračuni produkcijske vrzeli kažejo, da bo ta negativna v ljudskem jeziku povedno že tako razvojno zaostajajoče gospodarstvo ne bo delovalo optimalno. Zdaj neke zadnje informacije so, da se iz teh vladnih dokumentov seveda da že razbrati zniževanje pokojnin, zniževanje plač v javnem sektorju. Takrat, ko bojo pa s takim nemišljenjem, po mojem osebnem mnenju, največ potegnili tisti, ki bojo na vse zadnje tudi odplačevali 60-letno obveznico, mladi. Ne? Včeraj je bila neka seja, seveda, glejte, študenti imajo že 3. semester ponesrečenega študija nadaljavo. Skratka, suma sumarum, s to vlado se postavljamo na tem področju v oslovsko klop in hudi napori naslednje vlade bojo, da se iz te oslovske klopi premaknemo. Toliko na kratko. Česa se bojite če gledamo zbir projektov, da bi recimo kateri projekt umanjkal ali pa področje pa je za vas ključno, pa se bojite, da ga ni niti v zdajšnji perspektivi, niti v prihodnem večletnem proračunu, niti v REACT-EU in še manj v tem nacionalnem načrtu? Poglejte, Gospodarska zbornica, Združenje Menedžer, Ekonomska fakulteta so pripravili akcijski načrt za povečevanje produktivnosti. Jaz ne vidim niti enega projekta, ki bi spodbujal in šel v to vrstno delovanje. Seveda nekaj so potencialni davčni odpustki, ampak kot sem rekel, podjetja potrebujejo velik obseg povratnih sredstev, ki jih je potrebno kombinirati z nepovratnimi sredstvi. In ker vlada 10 mesecev ni imela razprave o tovrstnih projektih, ki so na voljo, je povsem jasno, da tudi zdaj, ko bo nek program oblikovan, bomo imeli šele razpise, mogoče se bodo podjetja začela pripravljati, vendar po mojih informacijah ni to namen vlade. Vlada je v eni od prejšnjih vrst predvidevala kar nekaj, skoraj milijardo denarja preko Slovenske razvojne banke. Slišim, da tudi tega sedaj ni več. Tako da vlada se je očitno odločila, da noče uporabljati javna sredstva, bodisi evropska ali domača, pod kontrolo Evropske komisije. Ampak da bo na klasičen, jaz ga to imenujem žagarjev način, denar razžagala po teh malih projektih, tako kohezijski kot povratna sredstva, nepovratna sredstva nacionalnega načrta za obnovo in okrevanje in izpustila priložnost, da okrepi odpornost slovenskega gospodarstva, odpornost slovenskega zdravstvenega sistema, sistema dolgotrajne oskrbe, pokojninskega sistema, če hočete tudi raziskovalne sfere, ampak jo bo samo poslabšala. In to je tisto, kar seveda ni mogoče oceniti drugače kot negativno. Ja, pa tle še, kot da se vlada ne zaveda strukture našega gospodarstva, ne zaveda tega, da velika večina gospodarskih akterjev niti nima notranjih resursov že v ljudeh, da bi neka predolga, birokratska, v bistvu bolj skozi zadnja vrata se z vlado poskušali izpogajati za nekaj, kar bi bilo prebojno. Zdaj, če se pa še dotaknem tega, kar je bilo pri nas na ratu politik, moja profi deformacija, politike informatizacije, veste, tle se zelo jasno vidi razlika med populističnimi politiki, pa tle sta Kurz pa Janša dokaj podobna, bomo digitalizirali, bla, bla, kot jaz rečem, na način, kot je to Nesbit pisal sredi 80-ih, In če ste tudi šel gledati tisto predhodno verzijo, tam je nekaj tako raztreseno, napabrekovanega, na ta način ne bomo prišli v neko stanje, da bo naše slovensko zdravstvo nekako se prelevil v tak informacijski sistem, ki je blazno podhranjeno, da ne bo več izgovorov, to ne more komunicirati s tem, v tej časovni točki ne vemo. Mi še zdaj nimamo izračunanega v bistvu, koliko nastane COVID pacient, resno. Vse so bile neke oddaje. Teh premikov ni, pa verjetno tudi teh premikov ni, ker tem somom v politični mlakuži to odgovarja. Primer digitalizacije. V eni od prejšnjih verzij je bil eden pomembnih projektov digitalizacije, tako imenovani e-arhivi.
To je en zaostal projekt, ki ga seveda pač nismo mogli imeti v proračunskih okvirih in seveda zdaj želijo uporabiti EU sredstva. Jaz bi seveda pričakoval, da bi digitalizacija predvsem podpirala digitalizacijo v podjetjih. Podjetja so izvedla nekatere pomembne premike, vendar je potrebno še nadaljevati. Predpostavil, da bi bil projekt digitalizacije zagotovitev, da vsi uslužbenci upravnih enot lahko delajo od doma. Projekt digitalizacije bi bil, da podpremo slovenske telekom providerje, da seveda pokablirajo z približno 40-50 milijonov povratnih sredstev se potrebuje, da pokabliraš celotno Slovenijo, da ostane brez sivih lis, da seveda v polni meri 5G tehnologijo uporabiš. Tovrstnih projektov jaz v vladnih načrtih ne vidim. Najprej seveda en lep pozdrav v imenu stranke SAB želim vsem. Slovenija je v tem trenutku v hudih težavah in v veliki krizi. Poleg zdravstvene in gospodarske imamo še krizo demokratičnih vrednot in v stranki SAB ostro obsojamo to, kar se dogaja v Državnem zboru, da tisti, ki govorijo o ukradenih volitvah, v tem trenutku kradejo opoziciji glasove. Vsaj 12 opozicijskih glasov imajo ukradenih. Zato se v stranki SAB seveda pridružujemo pozivu, da se skliče posvet in da se ta stvar čim prej reši. V demokratičnih državah se pa kaj takšnega sploh ne bi smel dogajati. Druga stvar je, tej vladi je v letu in pol, ali pa še manj kot v letu in pol, v dobrem letu uspelo razstreliti javne finance v popolno katastrofo. Danes na odboru in jutri v Državnem zboru bomo sprejemali 2 odloka, pomembna dokumenta, ki naj bi začrtala javnofinančno politiko za naslednjih nekaj let. In pravzaprav temu papirju sploh ne moreš reči dokument, ker številke, ki so not zapisane, ne pašejo skupaj, nobenih obrazložitev. Skratka, naredili so to zato, ker pač jim zakon to veleva. Uspeli so Slovenijo zadolžiti zgodovinsko visoko in očitno se bo to zadolževanje nadaljevalo tudi v naslednjih letih. Po prsih so se tolkli z 10 milijardami evropskih sredstev, zdaj 2 milijarde od tega puščajo na mizi, ker ne vejo in ne znajo povedati, kaj bi s tem denarjem delali. Za piko na i pa se očitno v naslednjem letu spet mislijo spraviti na upokojence in zniževati pokojnine. Tako da to, kot pravijo v Desusu, je uresničevanje njihovega programa. Fiskalni svet je izračunal, da ob takšnih številkah, kot so jih vključili v te dokumente, bi se pokojnine v naslednjem letu morale znižati za 6,4%. 6,4%. Se pravi, se ponavlja leto 2012. Mi smo bili prepričani, da se je to zgodilo prvič, zadnjič in nikoli več, ampak očitno ta vlada zdaj res usmerja puščice v tiste, ki si to najmanj zaslužijo. In v stranki SAB seveda to ostro obsojamo in bomo naredili vse, da do tega ne pride. Apeliram pa tudi na gospode, če so sploh še te gospodi Desusa, da tudi oni stopijo z nami in ostro protestirajo proti zniževanju pokojnin in pravzaprav to preprečijo. In zadnja stvar, ki jo želim danes omeniti, je, da prav na ta lep sončen dan, dan zemlje, danes v stranki SAB vlagamo zakon, ki bi še pospešil uporabo javnega prevoza, s tem pa seveda pomagal tudi okolju, čistejšemu zraku in konec koncev s tem tudi našemu planetu, naši zemlji. Enkrat smo že poskusili, pa smo bili neuspešni, ampak ne obupamo in verjamemo, da bomo tokrat bolj uspešni. Skratka, poleg brezplačnih prevozov za upokojence v medkrajevnem prometu želimo zagotoviti brezplačne prevoze tudi za upokojence v mestnih prevozih. 2 ključni občini sta tukaj Ljubljana in Maribor. 3 občine mestne že imajo brezplačne prevoze, Velenje, Nova Gorica in Novo mesto. Tako da nam se zdi prav, da je to kar obveza in ni prepuščeno vsaki lokalni skupnosti posebej. Finančni učinki tega so približno 3 milijone 800 in ob 13 in več milijardah odhodkov je to
malca zagotoviti. Poleg upokojencev pa želimo brezplačne prevoze po Sloveniji zagotoviti tudi dijakom in študentom, ki sicer med letom kupujejo subvencionirane vozovnice. Res je, da je to danes urejeno na nek način z sklepom ali pa z dogovorom ali pa obljubo vsakokratnega ministra. Mi želimo dijakom in študentom zagotoviti brezplačne prevoze v medkrajevnem prometu po celi Sloveniji. Tako da to je nadgradnja. Danes se lahko vozijo samo na relaciji, ki jo med letom kupujejo. Mi pa predlagamo, da je v času počitnic, tudi zato, da si lahko ogledajo našo lepo državo, to brezplačno za vse imetnike subvencioniranih dijaških in študentskih vozovnic. To je to z moje strani. Če se vrnemo čisto na prvo temo, v povezavi z temi mesti v odborih nepovezanih poslancev, ki so jim bila odrečena, zdaj se pač nekako na pomoč kliče predsednika republike. Kaj pričakujete od njega? Kaj lahko stori, glede na to, da ste že sedeli skupaj, neka vse parlamentarne stranke, takrat so nekatere povabilo tudi odklonile. Kaj pričakujete tokrat? Kaj bo tokrat drugače? Najprej pričakujem, da predsednik države jasno pove, da tako kot danes je, ni okej. Potem pa seveda se moramo mi v državnem zboru s pomočjo predsednika, če drugače ne gre, dogovoriti in spraviti stvar v normalno, demokratično, zakonito stanje. Se mi nočemo nič drugega. Si verjetno predstavljate, kaj bi delala trenutno največja vladna stranka, če bi bila situacija obrnjena. Jaz mislim, da bi državni zbor že gorel. Treba je spoštovati in se prešteti in toliko, kot ti pripada. Nimaš pravice krasti glasov drugim poslancem. To je vse, ne zahtevamo nič nemogočega, še manj nepovezani poslanci, mislim, da si želijo celo manj mest, kot jim pripada, torej bi lahko to zelo, zelo elegantno rešili. Predvsem pa še enkrat, v demokratični državi se kaj takšnega sploh ne bi smelo zgoditi. Menite, da je šlo res za nek komunikacijski šum med vodjo poslanske skupine Desusa Francem Juršom in Branko Simonovičem, ki ga je nadomeščal na tej seji? V primeru Desusa gre, ali pa poslancev, ki so bili izvoljeni na listi Desusa, gre za zelo orkestrirane akcije v podporo tej vladi in, kot sem povedala prej, v škodo upokojencev. Danes bomo v strankah Levica, LMŠ, SD in SAB vložili zahtevo za sklic izredne seje in prvo obravnavo zakona, ki črta določbo, da lahko v drugi tir oziroma v družbo 2TDK vstopa tudi tuj kapital. Ocenjujemo, da je ta določba nepotrebna in to, da vlada sedaj, čeprav je bila ta ideja že tako rekoč pokopana, pred nekaj leti ponovno obudila ta pogajanja z Madžari, pravzaprav dela škodo, ne samo finančno oziroma škodo proračunu s tem, ampak dela tudi dolgoročno geostrateško škodo v Sloveniji kot taki. Trenutno je finančna konstrukcija za izgradnjo drugega tira zaprta. Projekt, kot ste lahko zaznali pred nekaj dnevi, se je celo pocenil za v bistvu praktično enako vrednost, kot bi bil madžarski vložek, in nobene potrebe ni za to, da bi prepustili dostop neke tuje države v projektno podjetje in mu seveda za ta vložek 200 milijonov seveda nudili število ugodnosti od visokih obresti za ta vložek do seveda vezanih poslov, ki so tudi ena od ključnih spornih sestavin tega sporazuma. Govorim predvsem o tem zemljišču, ki bi ga dali v najem oziroma prodali Madžarom znotraj Luke Koper. Iz tega vidika pričakujemo, da bo ta izredna seja nek test in seveda tudi pokazala to, da je vprašanje geostrateških in infrastrukturnih interesov Slovenije nad nekimi partikularnimi strankarskimi interesi. Moramo razumeti, da v tem trenutku sodelovanje Madžarske pri izgradnji drugega tira ne more biti razumljeno nikakor drugače kot neko povračilo dolgov stranke SDS Viktorju Orbanu in kot tak predstavlja nek partikularni interes ene od strank,
nad širšim občim interesom države. Ja, drugi tir je v tem trenutku največji in jaz bom rekla tudi najpomembnejši infrastrukturni projekt v naši državi. In v prejšnji vladi smo uspeli pri tem projektu narediti res velike korake naprej. Potrdili smo IP, investicijski program, zaprli finančno konstrukcijo. Podjetje 2TDK se je dogovorilo z kreditodajalci in praktično imelo že dogovorjene tudi pogodbe, preden smo mi zapustili vlado. Dejstvo je, da danes gredo stvari v povsem, ampak res povsem napačno smer. Glede na to, da je finančna konstrukcija zaprta, vam je verjetno jasno, da ne potrebujemo nobenih dodatnih finančnih injekcij. Razen, če želi nekdo Slovenijo narediti za kolonijo Madžarske. In očitno gre samo za to stvar. In vedno ponavljam z izračuni, če pride madžarski kapital pod takimi pogoji, kot so zapisani v tem predlogu sporazuma, bo projekt drugi tir 300 milijonov dražji. Namesto, da teh 300 milijonov dajo Madžarom, bi lahko teh 300 milijonov namenili za gradnjo dodatnega tira, ki smo ga Primorcem že pred časom obljubili. Skratka, popolnoma nepotrebno in zato smo se tudi mi podpisali pod ta sklic seje in upam, da bomo prepričali večino v državnem zboru, da sprejmemo zakon, čeprav pri eni resni, normalni vladi sprejem tega zakona ne bi bil potreben, zato ker bi vlada sama vedela, kaj je njen strateški interes. Druga stvar, super nadzor pri največjem infrastrukturnem podjetju bo izvajalo podjetje, ki ima, mislim, da 2 ali 3 zaposlene. Skratka, popolnoma neresno, verjetno z razlogom, da bodo lahko zakrili morebitne ali pa kar, če poznamo našo prakso, kar dejanske anekse, ki se bodo v prihodnosti dogajali. Sem pa vesela, da je v bistvu razpis potrdil moje besede, ko sem bila ministrica. To je, da smo sprejeli investicijski načrt, investicijski program na podlagi podatkov, na podlagi dejstev in da bo v bistvu šele javni razpis, kjer bodo oddana dela pokazal, kakšna bo dejanska vrednost. Jaz sem vesela, da je danes dejanska vrednost tega projekta že na podlagi teh ponudb oziroma podpisanih pogodb 3 milijone manj kot 1 milijardo evrov. In seveda bomo budno bedeli nad tem, da tako tudi ostane. Da bo projekt drugi tir stal 997 milijonov, kot so zapisali v investicijski program in da bo zgrajen brez, ne samo Madžarov, ampak brez tujega kapitala. Lep pozdrav še z moje strani. V LMŠ smo prepričani, da Slovenija pri gradnji drugega tira ne potrebuje pomoči ne Madžarske, ne katerekoli druge zaledne države. Finančna konstrukcija je zaprta, kar pomeni, da sredstva so zagotovljena in investicija bi bila ob sodelovanju Madžarske za Slovenijo bistveno dražja, tudi nekaj 100 milijonov. Partnerstvo pa bi nas postavilo tudi v nek podrejen odnos, saj bi tuja država pridobila vpliv na naši strateški infrastrukturi. In v LMŠ že od samega začetka zagovarjamo stališče, da mora imeti država nadzor nad strateško infrastrukturo. Kar pa počne ta aktualna vlada pa je, da želi z participacijo madžarske države in v zamedo, ko jim ponuja 38% solastništvo, soudeležbo pri dobičku, potem želijo ponuditi madžarskim podjetjem stavbno pravico na zemljiščih Luke Koper, enostavno želijo to strateško infrastrukturo razprodati. In za LMŠ je to nesprejemljivo in verjetno si lahko predstavljamo, da vkolikor bi bila situacija obratna, se pravi, če bi se to dogajalo na madžarskem ozemlju, Madžarska nikoli ne bi pristala na takšne pogoje. Lep pozdrav tudi z moje strani, da naredim nek rezime. Skratka, že dolgo nazaj smo vsi v bistvu ugotovili, da ima država Slovenija velike težave z infrastrukturnimi projekti. Zakaj? Krivi smo si predvsem sami.
Tu sta krivi obe politiki, tako leva kot desna, vsaka vedno znova odpira nova vprašanja. Tu je treba povedati, da drugi tir je bil zaključen v prejšnji vladi pod ministrovanjem Alenke Bratušek, finančna konstrukcija je bila zaključena in popolnoma nobenega razloga ni, da trenutna desna vlada ponovno odpira finančno konstrukcijo oziroma da želi finančno konstrukcijo spremeniti. Drugi tir je strateškega pomena za Republiko Slovenijo in vsaki vladi, levi in desni, bi moralo biti v interesu bi morali biti lastni državljani, lastna država v prvi vrsti in šele na to vse ostale države. In tu je nekako bojazen, da ta desna vlada želi v finančno konstrukcijo pripeljati Madžarsko. Tu Socialni demokrati ne vidimo nobene potrebe. Potem vsi se moramo zavedati, da na drugi tir je vezana Luka Koper, na Luko Koper je vezanih več 100 podjetij in na te podjetja so vezane več tisoč delovnih mest in mi se s tem enostavno ne moremo igrati. Luka Koper drugi tir nujno potrebuje in vsakršna sprememba finančne konstrukcije oziroma da bi prišla Madžarska kot država in financer v ta drugi tir, bi to lahko pomenilo enostavno začetek gradnje premaknjen v prihodnost. Vsi pa vemo, da smo tik pred začetkom gradnje tega drugega tira in zato smo tudi mi sopodpisniki te seje, kjer bomo vladajoče skušali prepričati, da to nima nobenega smisla, da naj od te ideje odstopijo in nadaljujejo po poti, ki si jo je začrtala prejšnja vlada, v kateri smo sodelovali tudi Socialni demokrati. Hvala. Kdo bo prvi? Ja, na to temo. Dam prednost, pa na drugo. Okay, torej v zvezi z nepovezanimi poslanci, ki so že drugič ostali brez mest v odborih, me zanima, zdaj se nekako na pomoč kliče predsednika Republike. Vse parlamentarne stranke so že bile vabljeni, vi ste vabilo odklonili takrat. Zanima me, se boste tokrat tega posveta udeležili oziroma podpirate, no, ker predsednik je rekel, da itak, če ne bo volje parlamentarne vseh strank, tega posveta ne bo sklical. Ja, to je verjetno bolj vprašanje za koalicijo. Koalicija je v tem trenutku tista, ki ni pokazala volje prisluhniti nepovezanim poslancem, predvsem pa ni pokazala volje spoštovati nekih osnovnih določb poslovnika in tako naprej. Zdaj, predsednik Republike je sicer v tem svojem mlačnem odzivu vabi na ta pogovor. Jaz mislim, da je tak pogovor potrebno opraviti, ampak čim hitreje, čim prej, ne odlašati z njim. Če se bodo vsi strinjali, se bomo seveda udeležili tega pogovora. Ampak ključno je, da bi v tem trenutku, in na to opozarjamo predsednika Republike praktično že eno leto, moral ob vsakašnem takšnem dogodku zelo jasno izraziti svoje prepričanje o tem, kaj so neke osnovna načela ali pa osnovni temelji demokracije, in tudi tokrat mu je nažalost tako ali drugače spodletelo. Mislim, da bi moral zelo jasno povedati, kakšno je njegovo stališče do tega in na nek način tudi stopiti v bran Državnemu zboru kot instituciji, ne glede na to, kakšne so razmerje med poslankami in poslanci. Menite, da je res šlo za nek šum v komunikaciji med vodjo poslanske skupine Desusa, Francem Juršo in Brankom Simonovičem, ki je dejansko sedel na kolegiju? Zdaj mislim, da je Jurša za Dnevnik dejal, da bo na naslednji seji kolegija, da se bo vse uredilo nekako v tem smislu. Kako to razumete? Ja, nekoliko nenavadno je, da se na tako pomemben kolegij, jaz razumem, da bo mogoče včasih na kakšnem kolegiju, kjer se odloča o manj zanimivih zadevah, lahko pride do takšnih šumov, ampak tu je šlo za v bistvu ključno vprašanje zadnjega tedna, zadnjih 2 tednov, tako da nekoliko težko je razumeti, da bi prišlo do šuma v komunikaciji, in mislim, da je tudi molk tudi vseh koalicijskih strank pokazal na to, da gre za kazanje mišic in za to, da pač v tem trenutku si vlada s podporo seveda tudi Desusa, SNS-a in očitno poslancev narodnih manjšin, narodnih skupnosti želi ohraniti ta razmerja, se pravi premoč v odborih Državnega zbora, čeprav jim to ne pripada.